Z glasbo sem se začel ukvarjati v bistvu v otroštvu, ker je to bil moj prvi stik. Bobni so nekako že od 3., 4. leta starosti moj sopotnik, oziroma so bili vedno pri roki. Vedno, ko pripeljem kolega iz tujine ali pa iz Slovenije na obisk v Prekmurje, je Otok ljubezni zagotovo eden od krajev, ki jih moraš obiskati. Predvsem, ker pooseblja oziroma ponazarja vso to bistvo Prekmurja. To je ta mirnost, sproščenost, tišina. Reka Mura in glasba je v bistvu predvsem stvar navdiha oziroma zgodba o navdihu. In se mi zdi, da je to tudi recimo odraz v glasbi, ne? Se pravi, prekmurska glasba je navzven tudi deluje zelo, zelo mirno, pa en tak twist se zgodi in je, kaj pa zdaj to bilo, ne? Ta glasbena natura je definitivno zanimiva zaradi enega lika, ki se imenuje Tomaž Rauch oziroma Tomi. Človek, ki veliko ve o glasbi, predvsem o ljudski glasbi. Nemoguće. Naslednja točka je seveda Murska Sobota. Se mi zdi, da je tako zanimivo mesto, vseeno je pač to prestolnica Prekmurja in ima zelo lep park in grad, v katerem tudi domuje Mik. Namreč Mik je zelo pomemben bil kot točka glasbene socializacije, kjer smo v bistvu se kot najstniki čez vikend hodili, pa ne bi rad rekel žurati, ampak na koncerte, ne. Blizu je v bistvu še Bukovniško jezero, ki je definitivno ena od točk, ki jo skoraj moraš videti, kot če si v Prekmurju, pa še posebej, če si ljubitelj narave, ker to je pa, kako Američani rečejo, mind-blowing. Ful je fajn, da se v bistvu na nek način zbližaš s temi ostalimi udeleženci ture, tako kaj novega izveš, pa predvsem vedno se najde nekdo, ki zna igrati na kak instrument in te vedno znova preseneti, kako veliko stvari lahko probaš in tako zanimivo.